da to, kar je povedal gospod Požarnik, je tako temeljito, poučeno zlasti. Jaz nisem tako dobro poučen o RTV Sloveniji, da ne govorim o tem znanstveno-psihološkem ozadju sprejemanja teh modernih medijev. Tako da bi eventualno dodal čisto nekaj preprostih, konkretnih pripomb. Zdaj, jaz seveda, kot je gospod povedal, sem tudi član programskega sveta RTV. Vi ste že prenehali s svojim mandatom, meni se mandat podaljšuje z preprostega razloga, majčkeno historiatek, ne kot predstavnik akademije. Sem že po prejšnjem zakonu bil pred leti član tega sveta in znova postal član po tem novem zakonu, ki je bil sprejet v času Janševe vlade. Mislim, da je ta zakon o televiziji izdelal Branko Grims najbrž, ne? Ja. Tako, jaz sem se takrat zelo navduševal za ta novi zakon, celo sem nastopil v Cankarjevem domu na neki taki javni prireditvi, ker smo govorili o tem zakonu, tam je bilo marsikaj dobrega povedanega in meni se je zdelo, da je čas, da se spremeni prejšnji zakon iz preprostega razloga, ker po prejšnjem zakonu, če se prav spomnim, se me bo gospod Požarnik korigiral, je bilo tako, da so bili tam predstavniki nekakšnih društev. V resnici seveda so iz teh društev pošiljali v ta svet enostavno ljudi, ki so bili politično čisto pravilno usmerjeni. In to je bilo jasno in zaradi tega se mi je zdelo, ali tudi drugim, pa najbrž tudi Branko Grimsu, ko je sestavljal ta novi zakon, da je treba po drugačnih načelih pošiljati ljudi v ta programski svet, ne preko društev, kjer so čisto anonimno vendarle izbirali primerne in tako naj bi se vse to preselilo v posebno komisijo na državni zbor in tako dalje, da bi tam bolj svobodno, bolj odprto izbirali ljudi. Zdaj seveda je vprašanje, če se je iz tega posrečilo sestaviti kakšen boljši programski svet od prejšnjega. Problem je bil namreč v tem, vsi smo upali, vsaj jaz sem upal, da bodo prišli v ta programski svet ljudje, ki so izrazito seznanjeni s problematiko, ne samo televizije in radija seveda, ampak s problematiko raznih področji, od politično-informativnih do umetniških, kulturnih in tako dalje, ampak ni se zgodilo, po mojem okusu, namreč, da bi sedeli v tem programskem svetu res ljudje, ki se razumejo na te zadeve. Nekaj nas je bilo, s gospodom Požarnikom na čelu in tako dalje, ampak nasplošno je pa vtis le tak, zdaj še zmeraj sedim v tem svetu in zmeraj znova vidim, da v glavnem so to ljudje, ki so politično zainteresirani, to so večinoma levi seveda. Medtem ko da bi se izrazito zanimali za vsebino teh oddaj, bodisi kulturnih, umetniških, pa tudi čisto političnih, da bi presojali njihovo kvaliteto in tako dalje, tega pa očitno ni. Ta interes za televizijo je pri teh članih programskega sveta zelo, zelo marginalen, zelo, zelo ozek, tako da pravzaprav osebno sem razočaran nad tem, kaj je lahko novi zakon o televiziji prinesel boljšega. Mislim, da nekaj dostika, ne. Zdaj pa bolj konkretnim zadevam. Večinoma se strinjam s tem, kar je gospod Požarnik povedal o posameznih oddajah, novostih, slabostih televizije, današnje televizije. Moj vtis je seveda ta, da se pod novim vodstvom, kolikor je to vodstvo res novo, pod novimi direktorji televizije in radija rahlo televizija slabša, seveda tudi iz teh objektivnih razlogov, ki pač povzročajo, da se nekateri mediji osuvajo, da jim ne gre dobro, gledanost je iz takšnih in drugih razlogov manjša. To se dogaja tej televiziji sigurno.
Zdaj, soditi o njeni kvaliteti bi se dalo seveda najbrž v primerjavi z drugimi evropskimi javnimi televizijami, recimo z avstrijsko, Avstrija 1, Avstrija 2. Včasih jo gledam, večinoma kar pregledam, kaj imajo na programu, pa se mi zdi, da ni boljša od slovenske, celo slabša je v nekem smislu, kaj ne. Več je tega ameriškega gradiva in sploh. Tako da tega, kako bi rekel, specifičnega za nek narod, državo, je pa v našem slovenskem več. Mogoče je hrvaški tudi nekako boljši, ampak nasplošno se mi zdijo tele javne televizije po Evropi precej oskubene, kaj ne, kulturno in tako dalje. Arte je še kar dobra, čeprav včasih pogledam program Arte, pa tudi je kaj preveč ameriškega, ne, tako da si človek čudno predstavlja neko televizijo, ki je hotela biti evropska, nemško, francoska, kaj ne, pa tam je spet tega ameriškega toliko. No, ampak zdaj sem se spomnil, dalo se je seveda ali se mora primerjati našo RTV s našimi privatnimi zasebnimi televizijami, zlasti s Pop TV pa z A kanalom. Neke razlike jasno so, recimo čisto konkretno. Na RTV-ju se sicer v zadnjem času v večji meri pojavljajo nadaljevanke, nanizanke in jasno je, večinoma je to nižje, čeprav ne zmeraj, ne? Ne zmeraj, zlasti angleške nadaljevanke, nanizanke so boljše od ameriških, no pa tudi neke ameriške, humoristične so še kar. Medtem ko seveda na Pop TV-ju, mislim, so pa tiste latinoameriške telenovele. Kaj takega na RTV-ju ne bi bilo mogoče in zaenkrat tudi tega ni, se pravi, neka kvalitetna razlika obstaja. Potem so seveda še druge razlike, recimo resničnostni šovi. Te so strašili in strašijo še zmeraj, ne? Ampak mislim, da to na RTV ni prišlo, vsaj doslej, ne? In najbrž tudi bi bilo nemogoče, da bi bilo, ker ta nivo je pač drugačen, ne? Zdaj, kar pa zadeva, seveda recimo ta zabavno razvedrilni program na RTV-ju, je tako, včasih je bil nekoliko boljši, kot je zdaj, ker tisti, ki nastopajo v teh oddajah, pač rahlo postajajo obrabljeni, recimo Mario Galunič, ne, zdaj s to svojo najnovejšo oddajo Moja Slovenija, jaz samo odprem, pa vidim po 5 minutah, da je ta stvar nemogoča, ker je zmeraj bolj razsuta, zmeraj bolj brez okusa, zmeraj bolj z neko vervo, euforijo, da bi zabavali občinstvo, ampak ta stvar postaja popolnoma dolgočasna, ne. Res je imela RTV srečo z Evrovizijo, ja, s to, ki jo je vodil Klemen Slakonja, ki je dejansko zelo nadarjen, recimo nastopajoči, to je dejstvo, čeprav seveda vse te glasbeno-evrovizijske oddaje so pa vendarle rahlo nemogoče in tudi ta zadnja, ki je izbirala zdaj za to novo Evrovizijo letos, je spet bila že na robu nečesa še mogočega. No, ampak hočem reči, da pod tem novim vodstvom zadnje leto se stvari očitno slabšajo iz mnogih razlogov. Verjetno tu niso razlogi glavni finančni, deloma je tudi ta politični okvir taki rahlo potiska nivo navzdol. Zdaj, gospod Požarnik je omenil to, da opaziš seveda, kdaj je kakšna oddaja bolj leva, kdaj pa desna. To se zelo dobro opazi, ne? V načinu, kako nek napovedovalec nastopa, kako gleda. Dejstvo je, da to je že nekaj let pri posameznih napovedovalkah. Vse smo rekli, vse je zelo dobro, ampak vendarle njen način je ostrejši takrat, ko govori seveda o nečem, kar je desno in o čem, kar je levo. Se pravi, več je bilo tega levega, ne? In tega je še danes kar precej. Jaz ne gledam vseh teh
soočenka, ampak tam se vidi, kdo koga sprašuje, kako sprašuje. In zdaj seveda res gospod Požarnik je rekel temu, da iz podzavesti to prihaja. Jaz mislim, da je tako, da mogoče se nekdo še kar racionalno nekako kontrolira, ampak si ne more kaj, da ne bi ali z gesto, ali z očmi, s pogledom, z glasom nakazal, kam spada. To je seveda neprijetno. In mislim, da pri tujih televizijah verjetno tega vendarle ni. Tam so tako bolj tehnično nevtralni, hladni, kar je primerno. Medtem ko pri nas čutiš neko čustveno ozadje za tem in to seveda je moteče. In to je verjetno tudi tisto, kar zbuja potem takšne ali druge odmeve gledalcev, poslušalcev. In potem seveda ti odmevi pridejo do gospe Molk, ona pa seveda to po svoje aranžira, selekcionira in tako dalje in prenaša naprej. Tako da, te odmevi gledalcev, saj pri programskem svetu dobivamo na mizo to, kar gospa Molk izbere in nekako komentira pa ponudi. No, tam se vidi, da seveda skoraj večina teh odmevov na oddaje, zlasti televizije, pa tudi radija, je političnih. Gledalci, ki so levi, so zoper vsako majhno, kako bi rekel, desno barvo, takoj čisto nervozni in takoj napišejo to pa to. Manj je seveda teh desnih reakcij na izrazito leve oddaje. Ampak to so neke bagatele, zdaj vprašanje, če ti gledalci pa res opozarjajo na te bistvene probleme televizije in njenih oddaj. To pa le moraš, kako bi rekel, pozorno gledati posamezne oddaje in bojim se, da tudi mi, ki smo člani tega programskega sveta, ne gledamo kaj dosti. Torej, v mnogih ljudeh, svojih kolegih tam, sem prepričan, da skoraj ničesar ne gledajo, razen kakšne politične, izrazito politično aktualne stvari, drugih pa ne, zato tudi ne pride v tem programskem svetu do nobenih resnih debat ali bolje rečeno dialoga o tem, kaj je dobro na televiziji ali radiju, kaj pa ne. Tudi o verskih oddajah bi se dalo govoriti tako ali drugače, ampak izgleda, da člani tega ne gledajo, ne poslušajo in torej do tega ne more priti. Seveda, ta televizija ima veliko problemov, zdaj sem se spomnil, mislim, da je gospod Požarnik omenil, da je ta otroški program kar dober, kaj ne? Bil je dober, mogoče zadnje čase, jaz rad gledam risanke, čisto odkrito povedano, in te so nekatere estetsko na višini, zlasti tudi kakšne nemške, češke, no pa tudi kanadske, medtem ko zadnje čase se to malce slabša, res pa je, da še zmeraj so nad nivojem tistih risank v Pop TV-ju, ki so pa brutalne, ki so skratka ameriške v najslabšem pomenu besede. Velik problem je bil na RTV-ju ta odnos do filmov, ki so primerni ali neprimerni za mladino. Že pred leti sem opažal, da RTV sploh ne pozna pravila, da je treba vendarle opozoriti pred predvajanjem nekega filma zlasti, lahko tudi dokumentarca, kaj je primerno za mladino do 12., 15., 18. leta. Znano je, da te starostne stopnje se v zadnjem času tudi po Evropi spreminjajo. Ampak dejstvo je, da je celo Pop TV, kolikor sem opazil, imela pri mnogih filmih ali pa ta A-kanal opozorilo, to je tako, to pa to, zaradi teh in teh vsebin ta film ni primeren. Na RTV-ju tega sploh ni bilo. In še mislim, da v zadnjem letu, ko smo gledali kakšen pomemben film seveda, kot je tisto Poželjene nevarnost in tako dalje, ki je vendarle čisto neprimeren za mladino, najmanj do 15. leta, formalno tudi do 18. Tam ni bilo nič, nobenega opozorila in še za druge stvari, čisto filmi z izrazito pornografsko vsebino tudi, ali vsaj odlomki te vrste, so bili kar tako spuščeni v eter. Tako da mogoče se to v zadnjem času rahlo
popravlja, verjetno na kakšna opozorila. Čeprav pri teh reakcijah gledalcev poslanih gospe Malkovi nisem opazil nobenih takih opozoril. Se pravi, ta opozorila so prihajala verjetno od drugotka. Za verske oddaje je težko reči, jaz seveda gledam televizijo zlasti pozno zvečer, lahko do 12:01, in takrat je tudi ta oddaja običajno Sveto in svetka. Zdaj človek ne ve, ali bi si želel pri tem bolj izrazito religiozno-teološke teme ali bolj družbeno, socialno in take. Tam sem slučajno gledal neko omizje, kjer so pa govorili o družbenih problemih pravzaprav tako, kot da to nima posebne direktne zveze ali z religijo ali s cerkvijo in tako dalje. Je bilo čisto nevtralno postavljeno v neko socialno problematiko. To je zdaj vprašanje, če je to tisto, kar spada med verske oddaje. Da bi bile verske oddaje spet samo strogo cerkvene na RTV, to je spet težko reči, čeprav imamo seveda prenose maš in tako dalje. Se pravi, to so problemi. Zdaj vprašanje, kaj se da tu postoriti, res pa je, da se pojavljajo pač mnogi hudi glasovi o tem, da se na RTV-ju pač govori o veri ali o cerkvi, zlasti na radiju najbrž. Jaz ne poslušam radija, večinoma ne, tako da ne vem, koliko je takega tam ali ni, verjetno je. In seveda bi bilo to treba vendarle nekoliko regulirati. Poseben problem je seveda tale, gospod predavatelj, tako rekoč, je omenil, da je število zaposlenih na RTV-ju zelo veliko, skoraj 2000, da je pa seveda tudi teh pogodbenih sodelavcev zelo, zelo veliko. Jaz konkretno ne vem, kdo je pravzaprav pogodbeni sodelavc. Sašo Hribar je verjetno redno zaposlenih, a ne? Kaj pa Marcel Štefančič s svojim Studio City, a je to on pogodbeni sodelavec ali je pogodbeni? Aha. To so pogodbeni sodelavci, ki so verjetno kar dobro plačani. Smo pa drugi sodelavci na radiju in televiziji, ki včasih nastopamo, ker nas povabijo v to in ono oddajo, kakšno okroglo mizo, celo kakšno kratko predavanje ali celo daljše predavanje, kakšen pogovor, dialog, intervju, to je pa vse zastonj seveda. In meni se je enkrat zgodilo nekaj nenavadnega, pred leti že, so nas povabili, najbrž je bila okrogla miza o Vladimirju Bartolu pa njegovem romanu Alamut, ki je takrat figuriral tudi kot maturitetni tekst. In tam smo bili jaz pa Jože Pirevec, zgodovinar, ki je sicer meni ne posebno simpatičen, pa Drago Bajt. Drago Bajt je znan kot hud kritik zlasti kakšnih levih smeri v kulturi. In potem se je zelo začudil na koncu, da ne bo dobil nobenega honorarja in je zganjal kar precejšen cirkus. Mi, ki smo vedeli, da smo pač tukaj gratis, smo molčali, ampak on je protestiral in verjetno celo dosegel potem od gospe Alenke Zor-Simoniti, ki je zelo fina, in mu je skušala dopovedati pravzaprav to, da tole se ne plačuje in tako dalje. Hočem reči seveda, da tu je problem tega zastonskega dela za neke njihove urednike, ki bi eventualno sami lahko to postorili, za svojo plačo. Primer recimo je duhovna misel, ki se sliši na radiju v nedeljo zjutraj ob 7 ali malo pred 7. Jaz sem bil povabljen za tako duhovno mizo, to je 3 minute ali nekaj takega. No, jaz sem to rad napravil, pač sem tja prišel, nekaj povedal. Seveda sem pa potem razmišljal, se bi ta mladi urednik, zelo simpatičen, lahko to sam napravil, ali svojo misel povedal, ali pa izbral nekje neko tako duhovno misel. Se pravi, da tile uredniki na RTV si zelo pomagajo z zunanjimi sodelavci, tudi tako verjetno, da
morajo ti sodelavci napraviti tisto, kar bi lahko oni sami. Tako da jaz mislim, da teh 2000, no vse to so tehnični zlasti tudi in tako dalje, teh 2000 ljudi bi lahko marsikaj postorili tudi brez zunanjih sodelavcev, tako da ta tožba, da ni mogoče zdaj teh pogodb podpisovati, je rahlo pretirana, ta tožba na ministrstvo. To so problemi, to so problemi. Kar pa zadeva to alternativno kulturo, to je pa res tako, to se vsiljuje v javnost. Delo je svojo kulturno rubriko v zadnjih časih postalo naravnost ogledalo tega, kaj je zdaj s to alternativno kulturo, ker to je skoraj nadomestila vse, nadomestila je pač ne samo tradicionalno, ampak enostavno normalno kulturo in se mi zdi, da se tam izvaja načrtno, zlasti pod vodstvom nekaterih mladih novinark, takšna je Jela Krečič, ki je izrazita agitatorka in propagandistka Slavoja Žižka, da se tam izvaja reforma te kulturne rubrike po tistih navodilih, ki jih je on na nekem svojem nastopu v Ljubljani naznačil, da zdaj kulture ne moramo več tako jemati, da je treba kulturo povezati s političnimi, družbenimi in drugimi procesi. In zdaj ta kulturna rubrika tako zgleda, da tam je vse, od tripa do ne vem česa, vse pomešano, visoka in nizka kultura itak, popolnoma zmešano. To je načrtno, Ta alternativna kultura pa itak vemo, kaj je. Nekaj časa, pred leti, je bila šokantna, je bila nova, je bila ne vem kakšna, ampak to se ponavlja in v tem ponavljanju se to seveda že kaže kot neka precej nenavadna burkaška zadeva. Gospod je omenil tisti performance, dva gola stojita med vrati, levo stoji, kolikor se spomnim, ker smo videli to že pred leti na sliki Abramoviča, Abramovičeva, ki je ena najznamenitejših baje performank na svetu in ima zdaj, mislim, da kar 70-letnico, upam, da ne stoji ravno gola med vrati. Tam v New Yorku proslavlja to, jasno, ker je svetovno znana in tja hitijo, trenutno se mi zdi, tudi razni slovenski oboževatelji te kulture. No, ampak njen partner, ki stoji pa na desni strani teh vrat, prihaja zdaj, kolikor vem, v Maribor, na EPK. Zdaj, kaj bo tam izvajal, ne vem, ampak hočem reči, to se vleče. Tudi te performerji se starajo, obnavljajo neke svoje nastope, ampak to nima nobenega učinka več, ker tisti šokantni efekt je bil nekoč že tu in ne more biti presežen in to nekako v nekem smislu usiha. Tako da grozne nevarnosti, da bi ta kvazi kultura čisto prevladala, najbrž ni več, to je že mimo. Zdaj je samo vprašanje, kdaj je treba vendarle tudi iz javnih občil nekoliko omejiti, nekoliko potisniti na rob. To pa je seveda velik problem. Jaz bom samo še tale, kar ste vi začeli, tole primernost za mladino pa tele oznake. Zakon je bil tukaj vse skozi jasen. Vendar se tega nobena televizija ni držala in to smo enih 8 let nazaj sporožili prav naši sini in se je potem na enem višjem uradu dobila ena skupina teh urednikov, teh razno A-kanal, POP-kanal in tako naprej, RTV, da bi se dogovorili, da bi začeli označevati primernost ali neprimernost, ker je zakon to bil. Seveda je bil takoj problem, kdo bo pa zdaj določal, kaj je primerno, pa kaj ni primerno. Torej, da bi neka komisija, ki bi se zdaj tole vse ogledala, vse in označevala, to ni bilo. Da bi eden sam, tomu noben ni zaupal, da bo, čeprav je to v tujini, seveda je tako, da so filmi zelo natančno določeni in tako naprej.
No in potem je bilo seveda tako dogovorjeno, kot je. Torej, da vsaka televizijska hiša bo sama presodila, ali je primerno, ali ni primerno. In s tem seveda se lahko takoj predstavljate, ne, da če ni nobenega kriterija, eni so imeli, eni niso imeli. Potem takoj so se stvari zapletle, seveda, takrat je bil Školč minister, pa tole, pornografija in erotika, ker to se je potem seveda spet zvodeni vse, ne, kdaj je eno, kdaj ni eno, pa tako naprej. Potem je bil spet problem v tem, kako smo mi zvečer označevali tisto primernost in neprimernost filmov. So pa recimo že celo med otroškimi oddajami kazali, za večer napovedovali tiste filme in so tiste najbolj take slike in tako naprej iz tistega kazali pa dopoldne, pa popoldne in tako naprej. Skratka, to je cel problem in tukaj seveda je tudi spet pogledi zelo različni, da so lahko kregali, kako hočete, ni bilo nič o temle. Tako da ne bom zdaj še naprej. Sem pa zelo hvaležen in res je, da ob vsej kritiki in vsej zahtevnosti RTV Slovenije in našega radija, moramo reči, radio tretji program, ne, Ars je krasen program, krasni sodelavci, drugi program je sploh najbolj poslušan program v Sloveniji. In da če primerjaš našo televizijo z avstrijsko, če jo primerjaš z italijansko Rai, ne, tisti so pa še bolj ubogi in res je, da seveda televizija tudi zunaj ni vedno čisto tako politično nevtralna. So bili na obisku pri nas na RTV-ju od nemške ARD, to je pa Allgemeine Deutsche Rundfunk, ne, tam pa so še vzhodna, pa južna, pa ne vem kaj, Westdeutsche Rundfunk, pa tisti, pa oni skupaj so to več združili. In oni se niso mogli, jaz sem namreč slučajno ta pogovor vodil, niso mogli razumeti, ko sem slučajno tisti, ki sem jih jaz povabil, ki so znali nemško tamle, ampak so bili to eni tak glavnih ljudi, no, eni pa tudi sam angliški znali. Niti eden, koliko so se pač predstavljali z mano vred, ni bil član nobene politične stranke. Ja, vsi tisti, kaj nas, oni so bili pa sami. Ne? Torej, ta SPD, oni in tako naprej in tam je to čisto nekako se mi je zdelo normalno in za nekatere študije vem, da je tako, govorim sedaj o teh nacionalnih ali pa pokrajinskih, deželnih študijih in tako naprej, da če pride ena opcija gor, imenuje svoje vodilne ljudi, a ne, kar pri nas recimo, če je tako v tem najbolj grobem, seveda nič je prav, seveda, tako se prav, je lahko, niso strankarsko direktni veljaki. Tam so bili pa direktno strankarski veljaki in se niso mogli načuditi. Oni so prišli pogledati, namreč če smo mi dovolj demokratični, če je nacionalni medij, in so bili toliko presenečeni, še. Skratka, da ne bi zdaj samo lahko gajcu iskali, ne, kaj.